Delo in dosežke sevniške občine je predstavil župan Srečko Ocvirk, ki je povedal, da je bilo v letu 2019 veliko doseženega. Eden večjih projektov urejanja omrežja občinskih cest je bilo urejanje Kvedrove ceste v Sevnici. Gre sicer za dve ločeni investiciji, sofinancirani strani države in Evropske unije iz kohezijskega sklada. Na tem območju je na novo urejeno parkirišče z 42 parkirnimi mesti v neposredni bližini železniške postaje. Največji investicijski projekt na objektih športne infrastrukture pa je bila obnova bazena Sevnica. Trenutno se zaključuje druga faza, obnova strojnice bazena. V letošnjem letu pa bomo pričeli z dograditvijo vrtca v Sevnici, kajti potrebe izhajajo iz rasti števila otrok, kot tudi vključenosti otrok in priprava na širitve verjetno v Boštanju, zagotovitev zemljišč za širitev, pa tudi priprava na projektno dokumentacijo, kajti število otrok vključenih še vedno stalno raste in to potrebo izpolnjujemo v tem letu. V letošnjem letu intenzivno pripravljajo projektno dokumentacijo za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov. Tukaj že imamo izdana gradbena dovoljenja. Na vodooskrbi pričnemo z izvedbenimi deli v letu 2020, z samim projektom in nadaljujemo v 2021. V letošnjem letu načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja za nadvoz na Savsko cesto, ki je bistven projekt za ureditev industrijske cone na Savski cesti in poslovne cone v Šmarju, tistega dela, ki še ni kot poslovna cona vzpostavljen, s tem projektom uredimo. Tekle bodo tudi priprave na projekt ureditve železniške postaje v Sevnici. Parkirišče P+R, ki je bilo v preteklem letu izvedeno, je prvi del te faze, prva faza tega projekta. Z nadaljnjim projektiranjem pa želimo, da v sodelovanju z Ministrstvom za promet se uredijo še dodatne parkirne površine, avtobusno postajališče večje, kot je bilo vzpostavljeno, predvsem pa podhod in podvoz na Savsko cesto, zato da bodo lahko pešci, potniki varno prečkali železniško progo in da ukinemo nivojske prehode na tem delu. Tako da ta projekt želimo pripraviti projektno dokumentacijo do realizacije. Letos bodo izvedli ukrepe za ureditev poplavne varnosti v Šmarju. Gre za projekt, ki ga izvajajo v sodelovanju z Direkcijo za vode. Poplavna varnost sevnične v Šmarju je zelo pogosto, je ta del mesta izpostavljen poplavam. Gre za ureditev prve faze v najbolj urbanem delu Sevnice oziroma v tistem delu, kjer je ogroženost največja. Projekt bo težak skoraj 2 milijona evrov in nekako prinaša ureditev tistega dela, ki v sklopu hidroelektrarn ni bil urejen in ni bila urejena poplavna varnost. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo pa občina sodeluje pri projektu premostitvenega objekta na Logu. Direkcija nadaljuje s postopki. V letu 2020 želi zaključiti s projektno in drugo dokumentacijo in pričeti pridobivati zemljišča, da bi lahko leta 2022 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi. To je za nas izredno pomemben projekt, kajti Sevnica na tak način dobi funkcionalno obvoznico. Po izgradnji mostu Log se ukinejo 3 nivojski prehodi in tudi cesta od rondoja za most Log do rondoja v Šmarju postane občinska cesta, mestna ulica, na kateri ne bo potrebno več dovoljevati tranzitnega tovornega prometa in bo predvsem namenjena ta ulica tistim prebivalcem mesta, občanom, obiskovalcem lokalov. Kar bo bistveno izboljšalo kakovost bivanja ob tej cesti, predvsem v starem mestnem jedru, še dodaja sevniški župan.